Najlepša hvala. Najlepša hvala tudi profesorju Adamu za njegove komentarje na moj prvi prispevek. Zdaj v Ameriki se otroci igrajo eno igro, ki si reče spot the odd one out, pokažite najbolj čudenega. V tem kontekstu, v tem zborniku pa vprejšnjo sem jaz najbolj čuden, zato ker jaz govorim o zunanji politiki in mislim, da je edin prispevek, ki govori o tem. Zdaj, moj prvi prispevek in delno tudi drugi govori o tem, da slovenska zunanja politika trpi za pomanjkanjem realizma. Rak rana slovenske diplomacije, slovenske zunanje politike je, da temelji na idealistični paradigmi. Kaj to pomeni? Zelo na kratko to pomeni, da vidi mednarodno pravo, mednarodne organizacije kot cilj nacionalnega interesa, ne pa kot sredstvo za uveljavljanje nacionalni interes. In to je bistvena razlika med realizmom in idealizmom. Se pravi, mednarodno pravo je suho zlato. Slovenski diplomati nosijo okoli rožnata očala, gledajo, kako samorogi plešejo v mednarodnih organizacijah, v resnici pa se dogaja tako imenovani lawfare. Ne vem, če imamo slovenski prevod, ampak warfare, lawfare, se pravi boj z pravom. V mednarodnih forumih, v mednarodnih organizacijah se mednarodno pravo uporablja kot sredstvo, inštrument zunanje politike boja moči med državami. In tega enostavno Slovenija bodisi ni želela sprejeti, bodisi si zatiska oči zaradi teh rožnatih očal ali pa različne razlogi, ali pa zaradi ideologije in tako naprej. Te razloge verjetno lahko iščemo v drugih prispevkih v tem zborniku. Pa tega se jaz ne bi dotikal, ampak bi se osredotočil na zunanjo politiko. Zdaj, moji trije predlogi, kako reformirati oziroma narediti slovensko zunanjo politiko bolj realistično, so zelo konkretni in v tem prispevku nekako tudi razdelam njihovo vzročno povezavo, zakaj utemeljujejo realistično paradigmo. In te trije predlogi so vzpostavitev več manjših ambasad, se pravi, bodimo prisotni v več državah z manjšimi enotami, kakor pa v manj enotah z večjimi enotami. Potem ocenjevanje gospodarske diplomacije, dajmo prepustiti gospodarstvenikom. Če je gospodarska diplomacija inštrument za povečevanje gospodarske blaginje in gospodarske ekonomske moči Slovenije in če so nosilci te moči privatniki, privatno gospodarstvo, potem morajo imeti tudi oni besedo pri tem, kako ne bi to potekalo in tako naprej. In to je zelo lepa taka sredstvo, kako inkorporirati ta družbeni podsistem v slovensko zunanjo politiko. In pa potem še tretja reforma, povečati vlogo in sploh prisotnost obveščevalskih in analitskih služb in dejanj v sam proces izgradnje zunanje politike. Se pravi, slovenski politiki natančno niti ne vedo, kaj si lahko točno s čim pomagajo in tako naprej. In dokod in kaj ne bi sploh bila obveščevalska analitska dejavnost. Zelo veliko se da danes narediti že za tako imenovanim open source intelligence. 90% informacij, ki jih ljudje potrebujemo, ali pa podjetniki potrebujejo, je na voljo na spletu. Jaz dam študentom, ko jih učim intelligence and counterintelligence, jim dam prav OSINT naloge, se pravi open source intelligence, jim dam kot domače naloge, da morajo delati in porabijo 2-3 ure, da poiščejo točno določeno informacijo, ki jo potrebujejo, ampak je dostopno. Veliko se da v poročilih, različnih think tankov in tako naprej. In samo apropo, glede think tankov, trenutno sem lociran v DC-u, ki je meka vseh think tankov na svetu. Nikjer nikoli ne najdem, ne vidim nobenega iz slovenske ambasade. Pa to od leta 2011, ko sem nekako povezan z Ameriko, ko sem bil prvič na Georgetownu in sem non-stop hodil 2 meseca po vseh think tankih, vsak dan 2-krat na kakšne okrogle mize, nobenega iz slovenske ambasade ni bilo. Ko sem bil na ambasadi, sem z takratnim ambasadorjem in drugimi o tem govoril, pa je, da ni dovolj časa in tako naprej. No, kakorkoli. Zdaj, kako zaključiti, kako do teh rešitev prideti. Kot je bilo prej rečeno, Slovenija nekih resnih strukturnih reform pač ni
sposobna narediti. Spet, razlogi za to so drugačni, enako velja za zunanjo politiko. Eksogeni šoki nas ne privedejo do tega, da bi nekako se sprijaznili z realnostjo in nekako se reformirali oziroma naredili neko revalvacijo in neke rešitve potegnili. Potrebni so mehni, drobni, subtilni koraki in začeti je treba pri vrhu, se pravi pri glavi. In jaz ne bom to kritičen do te vlade, zato ker nekaj zelo sposobnih, pametnih, ne idealističnih, oziroma ne ljudi z idealistično paradigmo je prisotnih sedaj v vrhu zunanjega ministrstva, tako da bom jaz tukaj na tem mestu bolj modro tiho in upal na najboljše, ne? Zato ker kaj realizem govori je to, da so potrebni mehni in drobni koraki v smer, kamor želimo in trenutno je potencial tu, saj kar se tiče mladike, zdaj kaj se bo zgodilo, bomo videli, ampak vnaprej kritiziral oziroma obupoval pa na tem mestu ne bom. Hvala.